Hvala za blagoslov, da si se odzval, da si prišel. Cenim. Hvaležna sem za to tvoje delo in za prispevek zgodbi, ki se letos odvija pod imenom Povej po slovensko, s kratico Pejsen. In ti si eden izmed raziskovalcev danes živečih slovenskih, ki dodajaš pomemben delček k razumevanju naše zgodovine. Napisal si knjigo Vrč Vače in napisal si jo z enim posebnim uvidom, kar ni vsakdanji. Si sicer pedagog, si andragog, si tudi svetovalec, imaš pa ta dar, ki se mu kar ne morem načuditi, za tolmačenje simbolike. Razvil sem ga iz poezije. Jaz sem pisal pesmi in aforizme, zato ker sem bil tako len, da nisem, pa premalo sem vedel, da bi pisal romane pa zgodbe. In aforizem je lažje napisati. In za današnji čas je zelo zanimiv aforizem, skratka, eden od teh, recimo, več kot boriti se ne morem, manj kot boriti se ne smem. Kje si se prvič srečal z Vrčem Vače? Ja, dokaj pozno. Skratka, par let preden sem napisal to članke za misterije. Tam so kar bili obljubljeni 3 članki v misterijih, kar je redkost, predvsem, ker so bili oboje večstranski. Pa so se razširili kar na 8 objav. Torej, sami niso mogli verjeti, kako je to možno, in potem so tudi sami predlagali, da izdajo kar knjigo. In pa sem še dopolnil in jo tudi naredil. Tako da jaz sem dejansko se s tem začel ukvarjati šele bolj natančno, ko sem od Narodnega muzeja Slovenije dobil fotografije tega vrča, reče tudi Situlaje, pa Situla, pa tak, ne? Kar je pa latinsko. Ampak to je v bistvu dokaz oziroma izdelek vojvode. Oziroma je bil to njegov pač posvetitveni obredni vrček. Se pravi, njegovo ustvarjalno delo je to? Njegovo ustvarjalno delo, iz te zgodbe je ven padlo, da je tako. In tudi notor je tudi malo zapisano, da mu je stari vojvoda prenesel svoje vojvodstvo zaradi starosti na mlajšo osebo. In je šel potem, pač je dobil neko sobico kot nek preužitek v Vačah. In najverjetneje, kajti tukaj je še vedno nekaj subjektivnega zraven, ampak imam veliko dokazov za te stvari, ki jih govorim. In isto se je zgodilo s konjem, ki je pa tam bolj jasno razvidno, kako je star konj bil nadomeščen z novim, ki pač sledi tej povorki. In spodaj pod tem starim konjem je tudi kotel, kjer je končal in tako naprej. Skratka, stvari so pojasnjene, ker se bere, ta stvar se bere križno, torej tudi od zgoraj navzdol. In je zato poved še toliko globlja. In kdo je lahko naredil tako čudovito skratka, gravuro v bronasto pločevino, za katero je značilno, da ima tudi primesi zlata. To večina ljudi ne ve. Skratka, več kovin je noter, tudi srebro. Zlata je sicer malo, ampak ga je pač tam več kot 1% in podobno. Te stvari niso tako enostavne, kot si mi mislimo, zato ker nam ne poročajo drugega kot o nogometu, fuzbalu, pa spet v žogi, ki se vrti po igrišču. O takih zadevah bi mogli biti 4D fotografije. Jaz sem dobil slabe fotografije srednje kakovosti celotnega vrča zaradi dobrodušne in strokovne arheologinje
direktorice Narodnega muzeja Slovenije, Barbare Ravnik, ki je naročila, da so mi fotografije tudi dal, pa omogočila mi je, da sem enkrat takrat tudi sliko fotografiral, ne vem, leta 97 je bilo, oziroma ne vem, točno zdaj na pamet, skratka fotografiral ta vrček. Tako da imam celo nekaj originalnih fotografij tudi sam in vem, da je na vrču veliko teh patin, tudi patin, tudi rjavi, sem pa tja mala, predvsem je patina bolj rdečkasta, zelenkasta in tako naprej, da je struktura zelo značilna za zelo stare bronaste najdbe in da zdaj v Narodnem muzeju razstavljajo vrček iz smole, ki tega nima in je črne barve. Na kopije. Ja, pa govorijo, da je original. To je problem. Tako da imam posteto in to, kar je ona objavila takrat, malce kasneje, ko so delali razstavo o železni dobi, čeprav je to bronasta doba, pa tako kustos pove, da je to železna doba, so enostavno je razstavila tudi sliko, da je v prenovi in da je začasno razstavljena kopija. To imam z njenim podpisom, sliko. No, zdaj imamo pa to kot original, ampak se vem, Slovencem lahko vzameš vse. Veste zakaj? Ker ne vedo. In če ne vedo, ne boli. Tistega, kar ne veš, ne boli. Tako da, tudi če je ta kopija original, karkoli že je, morate vedeti, da tudi dinozaurove kosti delajo iz smole, kopije. Tako da od tam to vem tudi tako naprej, iz smole. No in bi morali razpolagati z dobrimi fotografijami. Ampak pravim, jaz sem dobil samo srednje kakovosti, 33 slik in po tistih sem raziskoval in ko sem raziskoval, sem videl napake strokovne risbe in so jih potem 2 leti kasneje, ko sem najprej povedal, lejte 5 napak, lejte 20 napak, skratka, kar naprej sem težil, ampak to osebi, ki je strokovna, arheologinja, in dokaj v redu oseba. Torej oseba, ki je raziskovalna. No in ona je potem to naročila kustosom. Kaj mislite, kaj se je s to arheologinjo, ki je bila na vrhuncu svoje kariere, zgodilo? Se je odstavila. Ja! A lahko ti dam roko? Odstavila se jo. No, kdo pa je tisti, ki jo je odstavil? Kdo je odstavil? Ja. Kdo je odstavil? Enim je šlo to v nos, da... Ne, to je Loža naredila. Loža. Skratka, Vasko Simoniti je bil takrat minister, je nekako prišlo do tega, da je zmanjkalo denarja za Narodni muzej in potem je prišlo do tega, da je očitno, da je premalo denarja, da ga je preveč zapravila in potem je pač zavrnil njeno vlogo za podaljšanje mandata direktorici, ki je naredila izjemno lepe stvari v Narodnem muzeju, torej res pohvale vredno. Tudi novo strokovno risbo smo zaradi nje dobili, tega vrča Vače, ki je izjemno dobra in se jo lahko kar bere, tako da lahko tudi nekdo, ki je manj podkovan, lažje vidi noter simbole, če niso zakriti. Tam prej so bile zakriti, pa zamešanje bilo, vse skupaj je nekaj manjkalo, pa tako naprej. Kajti, če je noga pod repom konja, pomeni, da je to intimen odnos s konjem konjušarja, ki ima zategnjeno vrv pred sabo. In če to daš pod njegov rep svojo nogo, če se ga dotakneš, dobiš kopito v glavo in te ni več. Če pa si njegov, skratka, če si eno s tem konjem in si njegov konjušar, oziroma te konj nekako ima za svojega prijatelja, eni reče tudi gospodarja, potem pa ti dovoli marsikaj in tako se tudi te stvari berejo, kot sem zdaj povedal. Ja, s konjem imaš določen postopek. No, ampak stara strokovna risba je imela tako, da je bil tista noga odmaknjena. Zdaj pa ne. Zdaj pa tako, kot je tudi na samem vrčku, ki je res tam, rečemo, 24 cm, ampak je sklačen, pa je pa pač malo manj, visok,
in je enostavno ta podoba je visoka približno 2 do 3 cm, 2 pa še nekaj. Posamezna podoba. To so majhne stvari, v 3 pasovih so. In z doktorjem Turkom, kustosom, sva se strinjala, ker sva na začetku celo govorila med sabo, da so enostavno, da se bere iz desne proti levi, potem iz leve proti desni drugi pas in tretji pas zopet iz leve proti desni, ker je v 3 pasovih ta vrč narejen. In če gremo kar naprej... Vladislav, jaz bi imela eno vprašanje. Tukaj sem hotel sam dopolniti. Imam zelo kratek, pa sem že dolg, ampak gledajte, to ni samo 3 pasovi, sem mu povedal, da je vmes 5 pikic, ko se je predelilo te pasove in je v bistvu 6 zgodb. No, tukaj so se pa že skregala na nek način, me ni hotel več slišati. In ko je dobil ko je potrdil, da bom lahko prikazal na Metelkovi te svoje raziskave, to je pisno potrdil, da bo on moderator, je vprašal Veluščka, ki verjetno se je z njim prej zmenil, kaj bo sta naredila, in Velušček je to zavrnil kot predstojnik Inštituta za arheologijo in zato je tisto propadlo. In od takrat naprej imam vsa vrata zaprta. Ne morem, ni diskusije. Jaz se sigurno tudi motim, lahko in je prav, da te stvari dodelamo naprej, ker je to vrednost. Sem končal. Kje je po tvojem izvirnik? Na koncu je Barbara govorila, da je v depoju na Metelkovi, tako da je to zadnja stvar, ki sem jo ujel. Drugače morate pa vedeti, da je v tem, tukaj imate tudi nekaj slik, lahko pogledaš več slik, je enostavno v grobni celoti, ki tudi na sliki, je objavljena tudi lobanja tega vojščaka izvač, kot mu rečejo, in tista lobanja je pač v tej celoti, ki je verjetno malo nižji od tega. Tukaj je lobanja, ja, tukaj le. Ta lobanja je bila najdena strani dobrega arheologa, Dragana Božiča, tamle desno, Dragana Božiča, ki je zdaj v pokoju in je pač arheolog, na Sazuju je delal, do upokojitve, in je to našel preko arhivov. Našel je pa na način, da mu je prijatelj po prijateljski strani kustos iz Dunajskega muzeja dal originale, dal kopije dokumentacije, ki je v Avstriji. Torej vse te stvari so na področju prepovedanega. Pomeni, on ni dobil po uradni poti. On je dobil od prijatelja po prijateljski poti. In to smem zdaj reči, ker je v pokoju, ker mi je te stvari imam doma, jaz te kopije imam. Dal sem jih po prijateljski poti Narodnemu muzeju, tisti, ki je pač delala strokovno risbo, zato da jih imajo. Jaz sem po prijateljski poti dobil 3 fotografije od skratka kvalitetne slike, ki so jih pač naredili v eni od teh slikan tega vrča iz Bradforda, sem dobil po prijateljski poti, ampak ne po uradni. Tako da imam ene par višje resolucije. Ampak zelo malo. In je to v bistvu prepoved. Janko Weber je bil kot poslanec tisti, ki je postavil poslanska vprašanja, kako, kdaj bojo naredili radiološke analize lobanje. Narodni muzej je takoj odgovoril in vlada, da bojo naredili stroncijevo, ker da ostale metode C14 ne delujejo v Hallstadtu, plato pa take stvari, wow, lahko bi to naredili, kljub temu, da ne deluje, bi lahko naredili, da bi primerjali, kaj ne deluje, čeprav lažejo seveda kar naprej. Ampak tudi stroncijevi niso naredili. Skratka, tukaj je vojna na tem področju. Mi je Slovenske novice so objavile sicer 3 članke na to temo, tam se tudi vidi, da se me je zahvalila, določeni ljudje so se mi zahvaljevali, da sem jih upozoril na napake, no zdaj o tem ne govorijo. Tako da
tle je vojna, jaz sem pa sam. Vladislav, zakaj je vrč Vače tako pomemben za Slovence? Mislim, da že veš, povej svoje mnenje. Kaj ti misliš? Jaz vem, da pripoveduje zgodbo naših prednikov pred so Rimljani prišli na Kaj je naše bilo tla. osamosvojitvi? Kaj se je zgodilo? Ojej. Poklonjen je bil Butrosu Galiju, replika vrča Vače zaradi vstopanja v OZN. Takrat je bilo tudi rečeno, pa tudi strani pomembnih arheologov, kot je Dular in podobno, ki je zopet dober arheolog, sam mora molčati za marsikaj, je bilo rečeno, da je to najpomembnejši artefakt, ampak to ni slovenska beseda, torej najpomembnejše izkopaninna najdba, hvala vam, najdba v Sloveniji glede zgodovine. Torej najpomembnejša, to govorijo masoni. Ne? In to, kar si povedala, ogromno pove v naši zgodovini. Ja. In gore imamo ustoličenje kneza, Ja. predvsem pa ustoličenje v vojvodo. In imamo knežji prestol na tem vrču prikazan. Kajti to pomeni, da ustoličevanje knezov, v tem primeru sicer vojvode, torej knezov bi temu lahko rekli, je bilo že v 6. stoletju pred novim štetjem, kamor ga tudi datirajo, ta vrč. Govori eni 6., eni 5. pred novim štetjem. Ampak to se ne sme vedeti. V tem je štos. Ja. Ker kajti na ta način bi narod vedel za svoje korenine. Ja. Ampak butarica s sekirico, ki nas vodi in je pred predsedniško palačo glavnega vhoda, govori, da ne smemo imeti korenin. In kako je zdaj? Ti pa želiš, da imamo korenine in hvala za to tvojo gesto. Ja, hvala tebi, da svojo zgodbo Tako da pomagaš. najdete na sliko o tem. Je gor. Vse sem ti povedal, imaš skratka izpostavljeno. Če bo gor pokazal. Izpostavljeno je. Vse jih je verjetno več. Hvala za tole. No, tukaj se že vidi, recimo, in potem še naslednja. Kar klikam tole, pa tole tudi, no, skratka, tle, ki jih je več. Tukaj spodaj vidimo knjiži stebrič in seveda neko naslonjalo, verjetno iz lesa. Že torej podobne stvari, da je to knjiži stebrič, govorijo tudi drugi raziskovalci, nekateri. Ampak s tem to pomeni, da stvari so mnogo starejše. Spredaj je kmet, poglejte si to patino, ki je na tem, ne vidimo več, ki je razstavljen. In tukaj je tale kmet in ima zajemalko. In mu daje zajesti iz tega neko juho ali kaj. Ta ima pa panovo piščal in piska. Tako piska, kot hoče narod. V tem primeru kmet. Ti boš piskal tako, kot jaz hočem. In je piskal in ga je prepričal, da ve še več od kmeta in da mu pripada. Pripada naravi, pripada zemlji. In če pripadaš naravi in zemlji, pomeni, da pridobiš srce kmečkega prebivalstva. In da tudi varuješ, kajti to srce je bilo potem skupni duh. In zato so bile vojvode. Varovali so skupnost. Danes po njej serjajo tisti, ki so na oblasti, večinoma. Ne vsi, ampak večinoma govorim. Prej je bilo drugače. Prej so zagotavljali mir in skušali najti tisto lepo in pozitivno za to, da se osredišči nek duh naroda. In so gojili duh naroda. Zanimivo bi bilo dati tudi na neko razpravo. Tako, kaj tukaj vidiš? Tukaj vidiš, da je razstavljena v Vačah takšna replika. A se ti zdi, da je ta replika tako kvalitetna, kot je na tem 3 cm vrča? Tukaj je povečan iz 3 cm za 10-krat, recimo. To sploh ni replika, to je na novo narisano. Ni dobro, to je v bistvu iz brona visoki relief, ampak to je zmazek. Ja. To je zmazek. Ja, ampak to je v Vačah. Torej lahko vi sami preverite, da se iz nas delajo norca. Ker je to veliko teh posrednih dokazov, da se norčujejo iz tega. Zakaj se norčujejo? Dobite na spletu Narodnega muzeja
dobite kvalitetne slike iz vseh strani. Na vrču celo nek manjši napis bil, a ga vidite lahko. Pravi, da je pač Dežman to nekaj prerisal, pa da zdaj ni več vidno. To so pomembne stvari. Kdaj vidite z dvignjenim ročajem ta vrt? Zelo, zelo redka upodobitev z dvignjenim ročajem. Zelo zanimivo je tudi to, da je Narodni muzej Slovenije zavrnil pobudo za pogovor v prostorih. Se pravi, za pogovor o vrču Vače z nekim zelo... Ali pa situli, če jih to moti, ker ene to moti tam. Kar se pa imena tiče, to je pa sploh seveda zgodba zase, ti poveš v knjigi, marsikaj v tem imenu, seveda situla praviš, da je latinski izraz, izraz, ki ga uporablja Narodni muzej, je vedrica, kar sploh ne uporabljamo v Sloveniji. Bravo, tako da je to... Kaj ti vedro? Koliko litrov vsebuje vedro? Ja. Tam 30 in več, ja. Skratka, ja, to je uradno bilo. Zdaj, oni so se pa zmislili, da vidrijo, vedrica. Je pa zelo novejši izraz, in ne spada v te starodavne pojme. Ampak vrč okrog obrnemo, dobimo črv. In ta črv tega vrča, vsa ta pripoved bo nekoč res nekako bo preglodala to cenzuro pa blokado. A bi bilo mogoče dobro in dobrodošlo, da bi recimo določeni skupini dijakov, učencev, da bi jim dali te informacije in da bi oni povedali svoje odzive na... Odlična ideja je ravno to. No, tukaj zanimivo, poglejte, to so spreverljive zadeve, to ni šala, tam je vse vir in tako naprej. In tam desno imamo zelo podobno upodobitev, ta naslonjalo je majčkeno manjše, pri tistem starodavnem, starozaveznem bogu, bom rekel. In to je res staro. To je pač iz 2600 približno datirajo, ampak to je iz kraljevskega groba v Uru. V Uru? Ja. Najdeno. Grobnica v Uru, pač ena slavna je kraljevski grob v Uru, je najdeno taka čudna zadeva, jaz mu rečem štiroglato kolo, ker si mač poenostavim zadeve, ampak ni. To je bilo na kolo nataknjeno, zato da je bilo kolo, da je bilo oje koles nekako bolj obteženo. To je obtežitev. Ta zadeva je obtežitev kolesa, kjer se je vozil ta bog. In tam so videli, kaj se mora dogajati. Tukaj recimo mu daje tudi zapita. Skratka, pogostuje ga in tukaj so neki simboli zelo pomembni, ampak tudi tukaj mu daje za jest ali pa zapit lahko. Skratka, zelo podobna zgodba, predvsem je pa podobno to, ta prestol, si pogledajte, tudi tukaj je 6 teh stebričev. Kaj ti videli bomo na vrču Vače, imamo 5 ali 6 stebričev. In to veliko pove o statusu. Gledam pa kot oblikovalka, kar je moja rekla sistemska izobrazba, pa tudi zanimanje, kakšen dar je mogel imeti lastnik oziroma izdelovalec teh podob. To je visoka umetnost. Da na tako majhnem narediš tako veliko pripoved. Pa tako natančno, kot je narejeno. Tako da jaz sem tam pisal v knjigi, da so delali s predlogami, da so prej izrisali, šele potem tolkli. In tudi zapisano je ena od boljših možnosti, da je polovičko, večji del naredil stari vojvoda, ta, ki je bil pa ustoličevan, je pa naredil zadnji kos tega. Drugo so pač zelo pomagali. In če pogledamo sumerske valje, to so take hecne zadeve iz granita in podobno, mečkane, tudi so 3 cm visoki, ali pa 3,5. Ampak to so bili vladarski ukazi. Ko si tisto povaljal v glino, jo žgal, si dobil pač njihovo sporočilo, ki je bilo lahko valjeno 1000-krat ali pa 15 000-krat. In enostavno so takrat že imeli to tiskarsko orodje, ki ga seveda
opice na palmi ne priznajo. Ne priznajo. Gutenberg, kaj če Gutenberg, človek božji. Oni so imeli valčke, vse ostalo ste itak skurali. Kajti v Aleksandrijski knjižnici je to ostalo, ko je gorela tam sedmič. Je vse pogorelo skoraj. Zelo malo, nekaj je bilo izropano. Julij Cezar, preden postane Pontifex Maximus, torej prvi med enakimi postavljalcev mostov, to je silno pomembna tema, ker danes noben ne ve, da je bil Jezus postavljalec mostov namreč. Je enostavno en let prej uropal Aleksandrijsko knjižnico, potem je bil pa kar naenkrat Pontifex Maximus, ker je tudi dan današnji papež. Pomen tega ne zna seštevati 1+1. Ale to je samo nadaljevanje tistega cesarstva. V bistvu ste rekli, da so ukradli rešili materijale. To je tudi res. Nekaj so ga rešili, nekaj so pa oni sami zažgali, da oni ne bi dobili mogoče. Skratka, stvari je bilo več, zato ker so vedeli, da imajo tudi replike, ker si prišel v to knjižnico tako, da so oni kopijo naredili in ti kopijo dala. Ampak res ta prav. Skratka, tukaj je vojna in pravim, ljudje imamo danes pravico do informacije. Vsekakor. Mene pa še zanima, Vladislav, kjer del te zgodbe se je tebe najbolj dotaknil ali pa te presenetil? Glejte, to, ko sem pogledal, kaj se danes učijo učenci v naših šolah, skratka, si lahko pogledate. Tukaj imajo Vaška Situla, opiši glavne značilnosti prazgodovinske umetnosti na primerih jamskih slik. Ok, v redu, 5 stvari. Sklepa o glavnih kulturnih dosežkih prazgodovinskih ljudi in tako naprej. To je vse za učenec ponavlja in utrjuje usvojeno znanje. Kaj pa, če bi učenec raziskoval? Saj te stare stvari niso vse dodelane, tudi moje, ne? Pa sem se zelo ukvarjal in edina prednost pred robotiko, pred umetno inteligenco je ravno ta inovativnost, ta fantazijski del, domišljijski del človeka, ukolikor je seveda umen, ukolikor seveda izhaja iz nekega uma, ne da je neumen, ampak da blodi, ne sme biti blodnjav, ampak prav pa je, da je natančen in da ima fantazijo. A bi lahko rekla, da si učenec in učitelj hkrati v tej zgodbi? Zelo lepa misel. Mi moramo biti v obeh vlogah. Učenca in učitelja samo tako napredujemo. Samo takrat oblastnik reče, bom pa jaz poslušal narod, pa bom šel, pa se bom posvetoval, pa bom šel na Trubarjevo 50, se bom dol usedel in bom poslušal, pa tudi kaj povedal. Ne, tega ne naredijo, ker niso učenci. Oni so samo učenci tistih, ki jim roke polagajo na glavo ali jih drugače programirajo. Ja, redki so. Odprti za sočloveka. Mislim, da pa mi smo pa tisti, ki lahko prižgemo ta kres, te odprtosti, kajti če bomo skupaj dali te potenciale, ki so v vseh nas, ga bomo prižgali. Res je. Lahko rečem, da taka pripoved, kot je tudi tvoja, da spada med gradivo rodovne šole in da je to taka pripoved, kot jo piše Vrčvače, da je to rodovna šola za nas. In so nam naši predniki zapustili zgodbo, pripoved, na podlagi katere lahko raziskujemo in je prav, da raziskujemo. In je tudi prav, da je našim otrokom, našim mladim, da jim je dana možnost. Ti si bil pedagog, a si imel v svoji praksi dolgoletni kakšno priliko, da bi z učenci, s katerimi si delal, tudi kakšno pesem sem kdaj povedal. Tako da pa so sicer pač naredili nekaj drugega iz tega ven, ko sem pač en konflikt prijavil, ker ne sme učenec groziti smrtjo, da dobi pozitivno oceno, in pa sem letel iz šole. Ampak enostavno sem uspel to majčkeno skupaj združevati in jim je bilo zelo všeč. Sugestopedija, ker človek, ko je umirjen, človek, ko začuti, zaplava,
v svojih mislih, je nekako postane bolj inovativen, postane bolj sebi podoben in ta človek mi je zelo všeč. Tudi nasploh. In se potem oblikuje neka medsebojne iskrice, kako bi to rekel, ne? Ko presega tisto običajno. Tukaj pa, gledajte, ponavljanje, to je najnižja kategorija znanja. Ja. Pa govorijo o ponavljanju, ne govorijo o analiziranju, o prognoziranju, ne? O sistematiki, o čemarkoli, ne, ampak o ponavljanju. Ja, tukaj se pa... To je tako nestrokovno, da kdo je to napisal, bi mogel leteti kot strokovnjak. Ampak pri nas je drugače. Ja, pri nas se vzgaja ljudi v nevednost. In potem se kaže s prsti, poglejte, kakšni ste. In imajo prav. Ljudje so dejansko nevedni. Ampak niti ne toliko zaradi sebe. Zato, ker gleda ali fuzbal, kot sem že prej povedal, ali smučanje, ali kolesarstvo, ker je čisto v redu, sem pa ampak samo to. Ali gre pa potem še pit, ker je sfrustriran in potem niti otrok ni sposoben narediti in vzgojiti. Zato pa izumirajo. Zato, ker ni veselja. Samo beseda veselje, ves je, Bog torej ni oseba. Oseba je demonična energija. Bog je lastnost iz v L, iz drobirja v lepoto. Torej je neka, v ozadju tega sveta je neka sila, tiha kot je ljubezen tudi sila, ki nekako preoblikuje v zorenje tako nas, kot vse okrog nas, a hočemo ali pa nočemo. Zato so pa tudi govorili, da nas nekaj prepiha, veter. Slovenska beseda je blizu eter, v eter. Skratka, prepiha nas. In ko nas prepiha, smo pač še malo bolj plemeniti, kot smo bili prej. In zato moramo imeti ta vrč na sami glavi. Pomeni, da prejemamo to vodo neba ali pa ta veter tudi skozi sebe in vase, da lahko zorimo naprej. Kajti ta vrč ima sporočilo krsta, vode. In živa voda, velikrat povem, še velikrat povedal, je edina snov, ki nastaja v medzvezdnem prostoru, je led. Zapomnite si, preverite in me sesujte, če je narobe. Edina snov, ki se je ugotovila par let nazaj s temi boljšimi teleskopi, pismo, koliko je vode. Koliko je vode v našem osončju, so ugotovili to budale totalne, ker so prej govorili, da je zemlja nastala iz nekih, kar nekaj je bruhal, pa tako naprej, pa malo sonca se je trgal. Ne, iz vode. Vladislav, a te lahko povabim? In je ta voda izvirska, iz Topolščice, in je ta prava. Na zdravje. Začutimo jo. Tako da voda je kvalitetna v Sloveniji in zato so Slovenci imajo neverjetno sposobne posameznike, kajti voda omogoča, da so vse funkcije v telesu na višjem nivoju. In potem se čudijo našim športnikom, sam bi se mogel čuditi tudi našim strokovnjakom, izumiteljem, pa tudi mogoče kakšnim umetnikom, pa bomo počasi mogli to uveljaviti. Zaenkrat so samo športniki prebili ta let, da lahko dejansko osvajajo medalje, vsi po vrsti. Ja. Tako da, vrč vače, kaj je bilo noter? Dajmo o tem debatirati. Kaj meniš, kaj je bilo v vrču vače? Kaj je bilo v vrču? Ja. Na to pa nisem razmišljala. Ja, to je zelo pomembno. Ja. Seveda govorijo medica pa take oslarije, seveda, to so stroka, stroka govori, ker ve. Ne, ni bila medica. Voda je bila. Zakaj? Kaj je, bravo, odlično, kaj je ročaj? S kakšnim simbolom se konča ročaj na vrču? Z račjo glavo. Tako je, z račjo glavo. A je račja glava plava v medici? Niti ne, običajno ne. Neobičajno. No, tukaj vidite, kako je dejansko tudi krščanstvo samo
kasneje izdelovalo, to je 860 do 880 približno, karolinško obdobje, izdelovalo vrčke. Zelo podobna zgodba v bistvu. Ampak to je Jezus. Ampak zanimiv, ni križan, pogledajte, zelo zanimiv. Ker vedno je, katoliki imajo zelo radi meso, ki razpada, pa kaj se cedi dol, pa je greh, pa trnova krona, pa prebodan. Oni imajo zelo radi Jezusa, neskončno ga obožujejo. Jaz pač mislim, da so totalni sadisti. No, ampak tle je pa hvala Bogu prikazan kot živ in kot dobrotnik in tako naprej, sveti človek. Ampak gremo naprej še s temi račkami. Skratka, če greš naprej, prosim. Lejte, v pismo, pa res, to je pa račka. Ja, pa a bi to bila račka? Ja, verjetno, Skratka, in tudi drugi vrči imajo rače glavice na koncu. In enostavno, no, to je pa iz ene druge, je pa pasna spona, ki tudi na Molniku najdeno halštatsko obdobje, rečejo, čeprav ni halštatsko, ampak je to obdobje pač Keltov pri nas. Pak No, in tukaj imamo tole, tukaj, pokažem, reprace, daj poglej, ko se potopi, je pač tole. No, in tukaj imamo pa recimo truščanska lasnica, je tudi račka. Ampak se tega je veliko, jaz sem tega več. Tukaj sem samo malce pokazal, da so oboževali mirno življenje kmetov, obrtnikov in vseh prebivalcev, da bi živeli, kot da bi bili račke in racmani v nekem bajerju ali nekem jezerčku, da bi se lahko ukvarjali z družino, da ne bi imeli veliko problemov politike in tako naprej. To so oni prevzemali. Oni so bili tudi vojskovodje, visoki duhovniki so bili tudi, ampak so bili tudi vojskovodje in oni so poskrbeli za to, da so živeli kot račke v ribniku. In zato vsa ta simbolika. Danes je ravno nasprotno. Skrbijo, da si čim bolj živčen, nemiren. No, in tukaj imamo še ene račke. Poglejte, keltski kotel, tukaj pa piše keltski, tudi ti strašni kustosi so celo to napisali. In 4 račke imate. Ja, kaj zdaj to? Imamo na samem vrču vače, imamo upodobljeno, pač to je kombinacija, tle je vrč, tam bi bil pa v ročaju tole. Skratka, lahko potuje v to smer ali pa v to smer. Vzhod, zahod, kakorkoli. Ker oni so častili so vstajenje sonca in častili so tudi skratka zaton sonca. Zvečer so se poslavljali, zjutraj so bili pa radostni novih energij svetega sonca. Menili so, da imajo vsa nebesna telesa svojo duhovnost. Danes vemo, da to ni res, Vemo, da je kamen, vemo, da smo butasti, pogledamo se v špegel, da rečemo, ti si pa res butel, ampak taki smo. Ne, vse stvari vibrirajo, vse stvari imajo tudi duhovno ozadje. To so pa mi mislili nekoč. In ti, ki so to mislili, so bili modreci. Mi, dej to nismo. Tem je štos. No, in tukaj imamo pa še zelo pomembno upodobitev, ko dejansko je ta pan, prej smo gledali, da je bil Jezus v Oglejskem patriarhatu, pan, imel panovo piščalko, je bil nekako soočen z Apolonom v nekako 600 pred novim štetjem, naj bi bilo v Bologni sicer, tle ne piše sicer, se je Bologna. In enostavno je izgubil z njim in se je zgodilo, da je panteizem, pa pan in podobno nekaj zavržnega. Pač tako se je zgodilo, ker je Rimsko cesarstvo to hotelo speljati in je tudi izpeljalo na silo sicer. On igra na harfo in zdaj, ko boste našli harfo na upodobitev, boste vedeli, da je to simbol Apolonov, Roma, Polluxa in podobnih. Ja? To je vedno harfa. Če pa je panova piščal, je pa to barbarsko ljudstvo. To je pa pogansko ljudstvo. To, da imamo to ločnico med sabo. In to je filistejska kultura, keltska, sumerska in tako naprej, je takšna.
Tako da pomerjata se pa glede tega vrča nekako. No, tukaj požira, pes je bil varuh, tale stari pes je tudi na vrču Vačev podoben. Požira človeka tukaj, kaj ti ta govori, poglej človek, poglej, nasedaš lažem, ne gre, to ni v redu. Ne zaupaš, ne veruješ niti v ljubezen, niti v sebe. Kaj je s tabo narobe? Govori o grehu človeka. To naj požre ta pes. Tukaj pa govori obratno. Zajec je vsega kriv. Torej tisti, ki so bili pač dolgouhci, se veste, kako je bilo na teh velikonočnih otokih, so bili oni velikani, ki so imeli malo daljše ušesa, pa tako naprej. Skratka, druga rasa je kriva, nekdo je drug kriv, Marsovci so krivi, kdorkoli, eden je kriv, pa tisti, ki so oboje spolni, ali kako, eden je kriv. In tako je. In enostavno je ta zbaval. Mi nismo nič krivi, to pomeni Apoloni, smo od rojstva do smrti popolni. Imamo pravice z rojstvom. Nimamo pravice s tem, da dozorevamo skozi življenje, ker je govoril Remulus, Rem, ki ga Rom ubije. Ali pa ubija. Nimamo skratka tega priznanja, da s starostjo dozorevamo tudi svojo dušo, pa svoj uresničujemo, pa tako naprej. Poslanstvo? Ne, človek je enako vreden. Enako vreden. Tudi če nič ne počne, če nima nobenih lastnih interesov, želja v smislu izpopolnjevanja, v smislu poslanstva in podobno. On lahko sam vegetira, se malo fiksa in mu je čist vse en, a ne. Jaz pa pravim, da je ta kultura zanimiva, ki govori, da ne smeš določenih stvari početi. Ne smeš škodovati drugim. Ne smeš škodovati sebi tako, da boš breme drugim. In probaj ljubiti sebe, da boš razvojno seveda tudi kaj pokritiziral pri sebi, ampak da boš bistvo ljubil, svoje bistvo ljubi in enostavno se razvijaj. Ker si lep v svojem bistvu, ampak to razvijaj, ker nisi popoln, ker se moraš razvijati, mi smo v razvojnih fazi. To je pa Remulus. R je moč, E je drobir, M je harmonija. Ja? Torej, Rom je pa O, on je popoln, on je celota, moč in celota. Okrog obrnjeno je mor, ker mori zaradi svoje popolnosti. Kaj me boš ti tle zafrkaval? Jaz sem. Ne, nisi. Jaz sem, ki sem. Pa kaj me briga, če si, ki si. To ni res. Jaz sem v razvoju, ki sem. Ali pa Sokratov izrek, zelo rad povem, napačno prevedajo, pa s tem končal. Skratka, rečejo, vem, da nič ne vem. In cepci, jaz sem spadal tudi med njih, žal, dolgo časa, narobe so prevedali. Vem, da nič dokončnega ne vem. Ja, pač narobe prevedaš, potem se pa zajebavaš dalje. Pač porušaš Reichstag, potem ali pa dvojčka porušaš, potem se pa zajebavaš dalje. Skratka, narediš najprej napačno, potem pa enostavno na tem jahaš. Tako da, vem, da nič dokončnega ne vem, pomeni, da moram vedno vsebovati metodičen dvom. Oziroma, vedno se moram še kaj vprašati. Kaj pa, če to ni popolno? In ravno o dogmah bi lahko bila... Ravno sem hotla. Ja, pogovarjala sva se o dogmatiki, pa iskala slovensko besedo za njo, za blodo, izmišljotino in tako naprej. Dokončna resnica je dogma. Torej nekaj, kar je popolno. In neka opica tam na vrhu, govori o dogmah. Deloma upravičeno verjetno, ampak enostavno je zdaj čas, ko se lahko reče, a lahko nehate, prosim, gospod. Odidite z tega položaja, da te govorilo doma. Ogromno veste, hvala Bogu, da veste, začnimo se pogovarjati, začnite nas učiti, arhive, dajte iz tistega Vatikana že enkrat ven, da bomo videli, pa prosim, postopoma, da ne bo naenkrat preveč,
in prosim, pomagajte nam, da bomo postali ljudje v višjem pomenu besede. Zaenkrat nam ne gre. Zaenkrat gre cela civilizacija v kanalizacijo. To ni dobro. Ta je pa močna. Ja, dobro ni. Ker tudi vi veste, da vsega ne veste. Pa veste, katera papeževa ta pokrivalo govori o dogmi. Ima 2 kroni. Ena je mitra, ta odprta z ribja usta, bi lahko rekel, ki je nekako majhen, podobno funkcijo ima kot vrč na glavi, ali pa neka vaza na glavi. To pomeni, hoče prijeti nekaj tam zgoraj, kakšno mušico ujeta, karkoli, ampak hoče prijeti bolj vodo, neba. To je krščanska varianta. Ampak ima še eno, in to je Ozirisova polna krona. To je pa tista, ki govori, da je tisti, ki ve vse. Ali pa ima neko sklenjeno vedenje o celem svetu. To je pa Ozirisova krona, ki ni odprtega tipa, ampak je pač sklenjena. Tako da se je odrekel ta zadnji papež nošnji te Ozirisove krone, čeprav enkrat jo je pač nekako gor dal, pa jo je dobil iz ZDA, eno posebno varianto. In mi moramo danes se zavedati, da bodimo skromni, da ne vemo vsega, kot nam je Sokrat lepo povedal, pa še par filozofov poleg njega. Zato, ker če pristajamo na te popolnosti vedenja, pride do takih vojen, da se lahko iztrebimo. Ja. Hvala, Vladislav. Preden zaključva, a bi mogoče povedal gledalcem in poslušalcem še tvoje druge raziskave, da lahko malo vejo, kaj si še druge stvari pogledal poleg. Ena zelo lepih stvari zadnje čase je mogoče to, preveč govorim, to bi rad, da vi govorite, ampak glede tega pa bi sam dodal, raziskujem, pa mi pomagajte, jaz rečem timpanoni, pa spet ni slovensko, teh starih hiš ugledskega patriarhata. Kajti pri nas se je ogromno stvari ohranil, kajti ta patriarhat, ki je bil krščanski in je bil skratka del posledica keltske kulture, del keltske kulture, je v bistvu zavezan naravi in poglejte si mozaike v Ogleju, boste takoj razumeli, pa tudi nasploh. Poklonil nam je slovenščino, ki je jezik modrecev. Krasna tema za modro. Poglej v modro nebo, pa boš modr. In žrecev, skratka modrecev. In enostavno so nam to poklonili. 1850 je bil ukinjen, tudi formalno, patri so se zelo matrali, organizirali so tabore. Najprej pa en let po ukinitvi so organizirali Mohorevo tiskarno in tako naprej. In prav bi bilo, da to vemo. In prav bi bilo, da vemo, da so nekateri kaplani, pa patri, kaplani, da so zelo pošteni in v redu. To bi mogli vedeti. Pa tega pač vse skupaj mešamo, vsi so isti, ne, niso. In moramo vedeti, da je bil nekoč Šentvit se imenoval kako? No, se sam 50 let nazaj. Kako? Svetvid. Ja, tako je. Svetvid se imenoval. Ja, Šentvit se imenoval Svetvid. In to pomeni, da moramo veliko delati, to je bil tudi eden od svečenikov Ogledskega patriarhata, je bil Svetvid. Svet vidi. Tako je. In mi moramo izstopati svoje lobanje v sočloveku, najprej moramo sebi imeti radi, ampak potem k sočloveku, k naravi in moramo začeti gledati svet s svojimi očmi. Ne s komorkoli. Svet se češne zorijo, fante na travniku, trace kosijo. Ja. Ampak to bi mogel za kamero povedati malo lepše, ali lahko to ostaneš pa poveš. Dodaj k temu, jaz sem se trudil in govoril sem razločno, dokaj. A lahko še ti razločno to poveš? Hvala ti, da si vodo prinesel in hvala ti za to, ker boš povedal zdaj tole.
kajti ti si tisti, ki premika svet. Prosim, povej v kamero. Pridi k meni. Pa si tleta glava. Evo. Sveti vid češnje zorijo, fantje na travniku travca kosijo. Pa še kakšna misel o tem danes bi povedal. Izvoli. Povej kakšno misel. Vsak ne pove kakšno misel. Nimam glih, da nekaj mislim. Občutek, mnenje. Ja, je dober občutek, mislim, tako čutim energijsko, to pripoved, kar si povedal, da je res tako. Jaz sem bil v vlogi tistega, ki piska na one trstenke in ne znam ravno dobro piskati, ampak se učim. Ja, okay. Branko, Jaz moram povedati, da sem zelo vesel, da sem se udeležil tega srečanja, predavanja, sodelovanja. Velikokrat sem bil že na tvojih predavanjih, moram reči, da zmeraj pozitivno presenečeš, da zmeraj odpreš kakšno novo nit, da tudi zmeraj bolj sodeluješ z občinstvom. Ki se tudi, se mi zdi, danes kar dobro odzvala. Tako da, tvoja misel, kakšna še dodana? moja misel, bodi odprt. To je to. Hvala. Ne potkneš. Mene je pa padalo na pamet, zdaj, ki smo se tu pogovarjali, če dolina Šentflorjanska, je to dolina svetega Florjana, ne? Ki nek zavetnik gasilcev in tle tudi spet neka zgodba zadaj, ne? Floris so rože. Italijanska. Drugače pa je ta sveti Florjan je tam vedno rimski vojak, ki gasi cerkve in podobno. Najprej so jih malo požgali, pa so jih pa še gasili. Skratka, kaj ima rimski vojak delati recimo pri takih upodobitvah naših cerkva? In kaj ima delati rimska volkulja na stebriču pred oglejsko cerkvijo patriarhata v Akvileji, v Ogleju? Kaj ima ta volkulja tam za početi? Razen to, da pove, volkovi smo zmagali. Ja. Sporočilo, ne? Sporočilo. A veste, kaj ima tista volkulja zanimivega? Spodaj so kasneje, v 4. približno stoletju, dodali tista dva dvojčka, ne? Romulus pa Remus. Pijeta iz tistih ciskov. No in enostavno, verjemite mi, da analiza večjih takih upodobitev govori, da volkulja enim da več, enim pa manj. Ja? Torej, tistemu, ki je Remus, daje slabše mleko, ker je pač bolj pri njenih genitalijah. Romu pa daje boljše. Oziroma na nekih upodobitvah je tako narejeno, da je iztiska tako, da bo padel dol iz stebriča. Tako da te stvari so dokazljive, kajti tole prejle ni bilo najbolj dokazljivo, ampak so dokazljive, če pogledamo več teh upodobitev. Če pogledamo upodobitve v parlamentu Republike Slovenije, od tistega vhoda, vidimo na družino na sredini, vidimo enega, ki ima svetilko v rokah, ker je rudar, vidimo, kako ga nekdo štema iz tistega ven, in potem vidimo, kako na koncu na levi strani pada v prepad. Pomeni tiste sicer 2,5 ali koliko 3 metre višine, sicer samo, ampak je sklonjen tako, da bo padel. Ga zadržuje tam še nekdo, to je res. Na drugi strani pa njegova žena, ki tudi pada v prepad. Pada dol. Pa jo tudi tam zadržujejo. Ampak če pogledamo poj nižje, vidimo, da so spodaj upodobljeni otroci, ki klecajo. In ko bodo tisti otroci popolnoma klecali, bo tudi zgoraj padel v prepad. Ampak res je pa treba imeti mečkan kvocienta. Predvsem je pa treba gledati s svojimi očmi. In na sredini pa vidimo teh 5 stebrov, torej, ko gremo v parlament, slovenski parlament. Wow, aj to je slovenski parlament. Je pa enostavno pa vidimo Apolona, kako ima tam otročka in se z njimi igra, ostali pa klecajo, levo, desno. In tisti otrok gre pa v svobodo, ker je nadrasa
ostali ste pa podrasa z mano vred. Žal je tako, zato pa ni možno te stvari sporočati, kajti barbari, bar Aba pomeni sin očeta sicer, ne? To so tisti, ki so malo bolj verni, skratka, ne smejo imeti nič. In čudno, a veš, da izumirajo. Po celem svetu kar izumirajo. Kako čudno? Zato, ker je agenda tako naravnana. Skratka, mi se moramo tega izboriti, pravico do tega, da pokažemo svoje vitalnosti, sposobnosti in ustvarjalnost in lepoto. Torej, ne bomo se borili proti, ampak se bomo borili za, da pokažemo, kaj zmoremo. Hvala, Vladislav. Odlično je bilo tole. Zahvaljujem se tebi, zahvaljujem se tudi vam, zahvaljujem se tudi vam, gledalci, in spodbujam k vprašanjem v komentarjih. Mi se pa še srečamo. Hvala za dobrotno besedo. Namaste. Tako. Pa smo zdaj. Na fini.